Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Ura bo kmalu 9. Alan je tukaj, Društvo mrtvih pesnikov, lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. Se že takoj opravičujem, ker smo Ljubljančani prinesli meglo na Štajersko, tako da žal mi je, no, ker tle ste pa res sončni ljudje, ne rabite megle. Hvala lepa, ampak tole z Ljubljančani si morda malce zavedo ljudi, ne? V glavnem izvirate z Dolenjskega. Res je, izviramo iz Dolenjskega, tam smo pač začeli leta 88 kot Proteus in potem leta 90 kot Društvo mrtvih pesnikov, ko smo začeli v bistvu z avtorsko glasbo. Smo pa seveda se malo razkropili po Sloveniji, seveda, ko smo prišli v neka študentska leta. Je pa tudi naš Peter Dekleva, že na pol Dolenc, ne, čeprav je Ljubljančan, no. Ampak seveda, mi so štartala iz Ljubljane, zato govorim, da smo prinesli meglo. Tako je. Daj mi nekaj povedati. Koliko originalnih članov še je, recimo, od prve postave Društva mrtvih pesnikov? Ja, rečemo, da smo 3 stebri. Marko Zajc, bobnar, Tomaž Koncilija, basist in pa jaz. Od nekih, recimo, začetkov. Seveda, band je, kako bi rekel, marsikdo ne ve, koliko je to enega dela, ne samo z glasbo. Ne. Glasba je nekaj, kar delaš kot užitek, ampak je veliko organizacije, veliko enih stvari. Včasih smo govorili, da je glasbenik manj plačan kot čistilka, kar je lahko gotovo res, če nisi uspešen glasbenik. Ne. In seveda ta tempo marsikdo ne zdrži. Ne. Drugo je pa tudi, da se pač v življenju zgodijo neke prelomnice, ko mogoče ti glasba ni več toliko blizu. Tako da smo, neki ljudi se je zamenjali, sta pa z nami zdaj Peter Dekleva, kitarist, in pa Boštjan Artiček, klaviaturist, že od leta, mislim, da 2009 oziroma 2010. Tako da lahko rečem, že 15 let smo v isti postavi in nikoli nismo zveneli bolje, kot zvenimo danes. Zdaj ste se odločili, da se boste, pa ne bom rekel ponovno obudili, ne, ker ti singli so prihajali tudi skozi pretekla leta, ampak obeležili boste, ne, te številke so ponovadi vedno nek razlog za ponovno zdržitev, za kakšen koncert, za izdajo kakšnega albuma ali kaj takega. Ja, naš Marko bobnar pravi, da se nam nikamor ne mudi. Čeprav jaz sem drugačnega mnenja, ne. Mi smo v bistvu non-stop ustvarjalni, veliko v bistvu koncertiramo. Pripravljen imamo v bistvu nov album, vendar čas do tega izida je pa še negotov, kdaj bo. Posneli smo, rečemo, mogoče 80% materijala, slišali ste single X sonca, čez kakšen teden pride na radije nova skladba, ki je tudi nadaljevanje videospota iz tega prvega singla X sonca, komad se imenuje Vojno se igrava in je aktualen, ne bom rekel, na relaciji Putin-Zelenski, ker gre za ljubezensko zgodbo, ampak žal smo danes v takem času, ki je, bi rekel, neprimeren. Ne. Tok gremo tehnološko naprej, se ti zdi, da zdaj bi moralo biti vse v redu, zdaj bi morali fajn živeti, potem pa vojne. Nekako se mi zdi, da to ne ustreza, bi rekel, pričakovanjem, tako da imamo mi svoj odgovor v obliki komada. No, in to veliko kolo, ne, kot si omenil, se pač vedno v življenju nekako vrti, kar je po drugi strani razlog, da imate glasbeniki, umetniki zmeraj čas za neko refleksijo, da se z glasbo odzovete na dogajanje. Prej si omenil videospote, Društvo mrtvih pesnikov ste z videospoti že od nekdaj. Ste vedeli, da je to nekako prihodnost, ne? Ta videokomponenta je pri vas vedno bila dodatek glasbi, ne? Niste nekako zaostajali ali da bi vas nekdo mogel spomniti, tudi videospoti so danes trend, ampak ste nekako bili v tem. Morda tudi zaradi profesionalnega dela ali kako? Ja, jaz izhajam tudi iz filmske produkcije, tako da mi je ta svet blizu. Tudi pri teh 2 videospotih sem, rečemo, velik avtorski del tudi sam naredil. Je pa tako, da ljudem se zdi, da je glasbenik v bistvu mora se spoznati samo na glasbo, ampak dejstvo je, da najboljši bendi, tako slovenski kot tuji, ne, niso samo glasbeniki, so dobri organizatorji, znajo komunicirati. In tisti, ki so najboljši v skupku vsega tega, so dejansko uspešni. Tako da veliko enih lastnosti moraš imeti, da postaneš glasbenik, sicer ostaneš v zaklonišču.
Res je. Ali pa za zmeraj v naftalinu. Kar se tiče tega skupaj, si dejal, s pojavom širokopasovnega interneta je za glasbenike zraven prišel še nek mus. Če je tam do sredine 90-ih bila muzika tista glavna reč, je potem prišel se, kot si dejal. Zdaj, če rečeva, prisotnost na socialnih medijih, pa videospoti, pa digitalne platforme. To zahteva več od enega benda, kar pomeni, da je potrebno včasih imeti še kak backup, se pravi še nekoga, ki kaj drugega dela. Vi ste, kaj se tega tiče, samozadostni, sami vse reči urejate ali imate še kakšno člana ekipe zraven? Ja, poskušamo v bistvu biti nekako, čeprav ne vsi člani se ne poistovetijo z, rečemo, temi družbenimi omrežji. Spomnim se Adija Smolarja, ko je prišel YouTube, pa je rekel, da on pa ne bo šel na YouTube, da on ne rapa, to gre vse od ust do ust. Ampak, kar je sicer na nek način res, je pa res, da mogoče danes zabave, recimo, ko se prijatelji dobijo, so že malo manj ob kitari. Včasih je to bilo kar redno, pač na vsakem žuru je bila kitara, harmonika, nekaj je bilo in se je pelo. Danes to izginja in ta od ust do ust ne gre več tako lepo, kot je šel čas. Tako da moraš tudi ta del, ki se tiče spleta, narediti. Je pa tudi nekaj dobrih stvari prinesel. Recimo, mi smo takrat dali Ti si vse, oziroma dali smo vse videospote na YouTube in Ti si vse v parih letih prišel do 1.800.000, ker so si ljudje pošiljali to kot nekakšen ljubezenski message, sporočilo. Tako da, če ujameš pravi val, ga tudi dobro zajahaš. Ja, in ne moreš se izogniti, prihodnost postaja sedanjost in tudi glasba se zlije s tem. Dajva si vzeti malce premora, Pearl Jam in Alive, glasba mladosti, glasba inspiracije, glasba introspekcije, recimo, zakaj recimo kaj takega? Ja, jaz mislim, da je to bila ena prilomnica. Mi smo začeli v času, recimo, da smo preigravali U2, Dire Straits in tako naprej, Potem pa bi rekel, je bil en klik v glavi, ko so prišli Pearl Jam in meni so bili nekako idoli. In takrat je to bil radijski mainstream, spoštovani. Radio SI, Main Stage. Alan Vitezič, Društvo mrtvih pesnikov še zmeraj z nami. Slišali smo, prej sva že malce načela tudi to muziko. Kje je najti to motivacijo za soustvarjanje, za druženje? Gre se za to, da imaš izgovor iti od doma, gre se za to, da si s prijatelji v bendu, da se nekam premakneš, da se nekaj zgodi. Kaj je tista motivacija, kaj je tisti drive, recimo? Ja, to imaš kar prav, Recimo za nas je vaja, ko se dobimo, To je za nas highlight, Greš od doma, lepo si povedal. Kar se pa tiče avtorstva, je pa tako, Marsikdo misli, da se tega da naučiti, na nek način se da obrtniško tudi naučiti, Ampak dejansko kreativc, se pravi nekdo, ki je ustvarjalen, ima potrebo po ustvarjanju, Recimo, jaz imam potrebo, da napišem neko skladbo. Seveda pa rabim neko temo, nekaj me mora spodbuditi. Lahko je to, mogoče celo kakšen dokumentarc na televiziji ali pa nek vsakdanji dogodek, ki se ti takole zgodi, pa ti nekaj gre v glavo, Moram reči, da sem zelo vesel, da sem v tem ustvarjalnem svetu, ker se mi zdi tako zanimivo, bolj nepredvidljivo kot rečemo redna služba, ko v bistvu mogoče vsak dan počneš nekaj podobnega. Tako da glasbenikom je dobro. Mi smo sicer 50-letniki, ampak ne vsi, ampak recimo počutimo se pa kot 20. Stanje duha Ja. In stanje časa, recimo zanimivo, pri besedilih ste se v zadnjem času veliko, posvečali nekih tematik, komu zvoni zanimivo besedilo sestavljenih naslovov svetovno znanih ali priznanih del, potem formula časa, tudi takšna razmišljajoča, malce provokativna, da poslušalec začne razmišljati. To je ravno to, kot si dejal, Glasba kot celota, ne samo ta glasbeni del, kitarsko, basovsko, bobnovski, ampak tudi besedilo. To je vsaj pri Društvu mrtvih pesnikov bilo zmeraj nekako v ospredju. Ni šlo samo za muziko, ampak tudi za sporočila. Ja, mislim, ko začenjaš, si ponavadi nisi še oblikovan. Se pravi, prve stvari, ki jih napišeš, prihajajo iz srca, tako kot pač jih čutiš. Ponavadi so dobre, zelo dobre in, kako bi rekel, direktne, Potem pa se s časoma oblikuješ. In
Recimo, jaz sem se odločil, oziroma mi smo se kot band odločili, da pač karkoli naredimo, mora biti tudi na nivoju besedila pač zelo kakovostno, da ima sporočilo ali pa da ima vsaj neko besedno, kako bi rekel, zvezo, ki je specifična za to skladbo, ne, da je nekaj posebnega. Ne. Spomnim se časov, ko so mlajši bendi peli v angleščini, to je bilo recimo pred 10 leti, vsi so poskušali v angleščini. Pa sem jaz svetoval v bistvu, da naj probajo v slovenščini, ne, ker naše poslušalstvo je slovensko. Če pa poješ v angleščini, pa tekmuješ s celim svetom. In ko se je ta preboj, ko so prvi začeli v bistvu slovensko pet, ne, recimo Koala Voice ali pa v končni fazi tudi Murphy, Joker Out in tako naprej, se je kar naenkrat zgodil ta boom. Ne. Jaz mislim, da slovenščina je pač lep jezik, moraš se malo potruditi, da spišeš besedilo, ker seveda ne zveni tako kot angleško, ne. Ampak je tle luč na koncu tunela. In te luči bomo danes videli in slišali tudi na odru Radia SI. Malce kasneje se bomo vrnili, ko prideš ponovno nazaj v studio. Ampak sama set lista, ne, kaj boste danes igrali, je bilo potrebno premisliti, ne? Se pravi, imamo zdaj single, pa še en prihaja, pa poznajo nas mogoče po komadih, ki so 15-20 let stari. Kako ste se odločili za to bero polurne muzike, recimo? Današnji koncert bo nekako specifičen. Predstavljali vam bomo tiste skladbe, ki niso nujno največje uspešnice, morda so nekatere celo spregledane, vendar nam kot bendu nekako veliko pomenijo in tudi dobro zvenijo. Žal mi je, da ne bomo predstavili aktualnega singla Vojna in mir, ki prihaja, ampak so bili pa te, bi rekel, dnevi pred nami toliko pestri, da nismo uspeli v bistvu dostojno navaditi, če sem čisto iskren, da bi to skladbo predstavili, tako da upam, da bo kakšna druga priložnost, ko pridemo v Maribor, na primer. V redu. Kaj bomo slišali, bova rekla še čez kakšne pa ure, zdaj te puščamo nazaj, da še s fanti malce skalibrirate zvok in sliko in se ponovno slišimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Društvo mrtvih pesnikov, še pa ure do koncerta, Alan, pripravljeno je, to sva ugotovila. Komadi bodo izvedeni, to tudi vemo. Če vprašam, kakšni so načrti za prihodnje, prej sva malce omenila, single pa video spot, kaj še lahko poveš, album tudi, ne? Ja, album vsekakor bo. Zdaj ne bom pač povedal, kdaj. Delamo na tem, tako da lahko pričakujete, jaz bi rekel, v naslednjem letu. Bo pa zelo kmalu prišel novi single, Vojno se igrava, z nadaljevanjem videospota iz zadnjega singla X Sonca. Namreč v prvi zgodbi jaz igram kralja in teli moji bendovci, vitezi mi nekaj hoče prodati, pa se ne strinjam, ne, in jih pač zaprem v ječo. No, zdaj jih bo pa kraljica osvobodila, tako da zdaj boste pa videli, kaj se bo zgodilo naprej, ne. Tako da bo pestro, tam nekje pred novim letom imamo pa ko bi rekel, vsakdanji program, tako da bomo po trgih po Sloveniji, nas boste lahko videli v živo. Kar se tiče, vedno je bilo včasih za razmisliti, kdaj izdati single, ne? Je nekih par delov leta, recimo, ko rečejo, zdaj je najboljše, ne, da boš dovolj pred poletjem, da boš dovolj pred prazniki. Koliko jaz razumem, se vi na to toliko ne ozirate, ne? Greste bolj, ko je v redu narejeno, takrat date ven. Dobar, polet ne izdajaš singlov, no, ampak drugače pa pač, ko je, ne. Ko pripraviš vse. Vedno imamo glasbeniki, bi rekel, smele načrte, ne, to bomo hitro, na koncu se to traja, ne. Da se stvari uskladijo. Je pa tako, da sem jaz to že nekako malo prebolel, da dejansko mi živimo s to novo glasbo, ki jo delamo, ne. Ampak publika je še vedno navezana na staro glasbo. Pa tudi v končni fazi tudi radijske postaje, na primer, ne. In v bistvu je, kako bi rekel, en tak highlight ali pa vsakega glasbenika ali pa avtorja, da se pesmi pojejo, ne. To je nekaj najlepšega, kar lahko
doživiš, se pravi, da neka pesem ponarodi. In pač, če je ta pesem toliko popularna, ja pa naj bo, ne. Ampak mi pa seveda živimo v času današnjem in ustvarjamo tisto, kar čutimo danes. Ampak je ta izvajanje, ne vem, 20-30 let starega komada, ki je takrat nastal čisto nekega drugega vzgiba, ne, in se včasih komu upira, ne, ampak kot si dejal, če publika želi slišati, želi slišati. Ja, tudi mi imamo, ko bi rekel, pretrese v bendu, da kakšno skladbo ne bi igrali, ker je preveč, ne vem, zabavna ali kakorkoli že. In seveda, si v precepu, ne, ker danes ti dogaja povsem druga glasba, kot si jo poslušal mogoče, ko si bil star 20 ali pa 15. Ampak jaz se spomnim, ko sem pisal Rabem, komad, se spomnim, ko sem napisal skladbo doma pač na kitaro, ne, sem rekel, to je hit. In potem smo prišli na vaje in band tega ni razumel, ne. In smo igrali neki funk, pa smo probali eno varianto, drugo, tretjo, četrto, v glavnem, nič ni bilo v redu. Sem rekel, pustimo ta komad, ga bomo naredili v studiu. In v studiu smo pa s producentom v eni uri postavili komad in kar naenkrat se je to odprlo, tisto, kar sem jaz v bistvu želel, nekako to smer, ne. In evo, danes je pa recimo to pač ena skladba, ki nas je zaznamovala, ne. Ampak to je vse v redu, nič slabega v tem. Tudi radijski airplay in samo ime Društvo mrtvih pesnikov se je ravno zaradi tega vtisnilo, ne? Čeprav ste v zadnjih 5 ali pa rečem 7 do 10 letih šli v malce bolj indie zvok, recimo, ne? Vseeno. Ja, malo bolj odraslo, nekako se nam zdi, da smo mi tudi v poziciji, ko ne gre samo za zabavo, a ne? Seveda je velik smisel glasbe zabava, vendar nekako se nam zdi, da point, če smo že društvo mrtvih pesnikov, ne, če imamo te pesnike notne, pa dajmo probati malo bolj v tej smeri pesništva, ne. Zato se zdaj trudimo nekako to slovensko besedo dvigati na malo višji nivo, no. Tako da je lepo, no. Mislim, moram reči, da če bi se še enkrat rodil, bi šel po isti poti. Bi šel po isti poti, z istim naslovom benda in vse. To pa ne vem, ker tle pa so težave, ne. Ampak takrat, ko smo šli smo v bistvu v Hanover na en koncert, ko smo leta 90, ne, 14 ur z avtobusom tja, pa 14 ur nazaj in vse, kar smo se spomnili, je bilo Društvo mrtvih pesnikov, pač po filmu, ki je bil aktualen, alternativa so bile pa Mokre sanje. Tako da, mislim, to, ta druga ni bila prav zelo fajn, ne. Društvo mrtvih pesnikov pa mogoče ni najboljše za sponzorje, ne. Ja, verjamem. Oziroma za tiste druge sponzorje. Preden se posloviva, bomo slišali še od očeta sina. Kakšno je ozadje tukaj? Lepo je videti, kako nekdo stopa po nekih podobnih stopinjah, ne? In Jon Vitezič je pač moj sin, okej, nimam kaj tle zdaj veliko filozofirati, ampak sem bil pa navdušen, ker je nekako slišal, prvič sem mu predvajal Lego House, Eda Sheerana v avtu, bil star 9 let. In seveda on je sestavljal Lego kocke. In očitno mu je ta Lego zadogajal in je postal fan Eda Sheerana in je nekje pri 15 spisal skoraj 25 komadov povsem sam. Nič mu nisem pomagal, ne. Pri slovenskih besedilih sem mu recimo malo pomagal, ne. In naš Peter Dekleva je njegov producent, tako da je izdal svoj prvi album. Zdaj pa mora pač prehoditi tisto pot, ki jo mora prehoditi vsak glasbenik. In to mora narediti sam. Seveda pa, če ima možnost, bomo poslušali Jona Viteziča. Tako da majhen delež v mozaik prepoznavnosti prispevamo zdaj, skladba Utrip. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Društvo mrtvih pesnikov, še dobrih 15 minut. Kateri bo prvi komad? A to lahko poveš, recimo? Lahko povem, pa ne bi rad, da pride monsun v Maribor. Dobro, smo razumeli. Gledali boste na uro toliko, da bo koncert izveden, mi vam bomo dali tudi kakšno minuto več, če bo potrebno. Hvala za obisk v studiu. Na koncu, da te upozorim, na koncu bo naš Pero, kitarist, imel solo, ne. In zdaj lahko to traja 10 minut. Tisti Floydovski solo, recimo.
Ja, mislim, lej. Ko se kitara odpre. Se veš, kako smo, je zdaj v tej popularni glasbi, solo ne sme biti, ne? Ja. Ampak danes na main stageu pa bo. Ja, pri nas solo še ima mesto, sfejdali ga bomo po nekaj minutah, no to obljubimo prej ne. Tako da, Alan, hvala za obisk, pozdravi še vse kolege v bendu in pa če rečem na naslednjih 30 je morda smelo, po drugi strani pa vse medicina je toliko napredovala, da vsaj s pomočjo tega bi lahko ustrajali še naslednjih 30. Mi smo rekli na naši 30-ki, oziroma 25-ki, da bomo igrali vsaj do 50 oziroma do penzije, ne. Upam, da bo. Glej, če ne druga, pa potem v lokalnem domu upokojencev lahko imate svoj oder in se družite. Pa da ne vidijo in ne slišijo. Ne. Hvala lepa za obisk in dober koncert. Hvala lepa. Radio SI Main Stage.